spoštovane gospe in gospode, spoštovane visoki gostje, ki ste se udeležili te prireditve danes, ko Šentjurčan praznuje 10 let. 10 let je lahko dolga doba, lahko tudi kratka, kajti danes imajo mediji neizmerno moč in v časov, ko so pred leti črpostavci stavili svinčene odlitke, je potem nastal časopis in da je bilo do rojstva novega časopisa dolga doba. Danes v dobi interneta, sodobnih telekomunikacij, ta čas bistveno skrajšal. Pa vendarle vemo, da pridobiti pametne ljudi, da bodo kaj napisali v časopis, ni lahka naloga. Sem bil pred leti v Centralno-Afriški republiki, so rekli, da časopisa raje ne beremo, ker niti ne znamo. In potem so časopisi imeli pomembno vlogo pri izobraževanju. Kot vemo, se tudi Fidel Castro na Kubi spopadal z nepismenostjo prav preko časopisov in pismenost je narasla na 90%. In če je človek pismen, to pomeni, da lahko prebere tudi časopis. Vendar pa danes v časopisih piše veliko, vsega ne gre verjeti, kaj gre vzeti stran, vendar je Šentjurčan eden izmed najbolj verodostojnih časopisov. In to je časopis, ki ima lepo prihodnost, kajti Slovenija je veliko delala na področju človekovih pravic. In temeljna človekova pravica je, da je oproščen. In to se tukaj dogaja. Naj končam z mislijo nekdanjega francoskega predsednika Valerija Giscarda d'Estaing, ki je nekoč dejal, če bi Mariano spoznal prej, potem bi že prej prišel v Slovenijo. Hvala lepa. Tako, spoštovani gospodje, tudi predsednik republike, ki vas je nakratko nagovoril o tej priložnosti. Nagovor bo imel še Jožef Školč, Liberalna demokracija Slovenije, ki se ukvarja tudi s kulturo, bil je minister za kulturo pred 10 leti. Gospod Školč, hvala za besedo. Bom rekel, mladina, takrat za SMS, bom rekel, so prišli takrat in so, bom rekel, odločno, bom rekel. Hvala lepa, gospod Školč, povedal je, da rad bere, da bo še bral in da bo kaj lepega prebral. No, poznate oddajo Slovenija ima talent, tudi izbirali smo tudi Šentjur ima talent za naše pevce, ki bi nastopali poleg teh, ki ste jih že slišali na odru in jih še boste. Mi bomo predvajali samo delček iz snemanja tistih, ki niso bili sprejeti na to prireditev, ker so bili kriteriji nekoliko višji. In prvi je prišel Perlošin, rocker, stari rocker, nekoč član zasedbe Pankrti, Sokoli, Vitezi obložene mize in tako dalje, in prosim za posnetek. Ki je 18 let prepeval pri zasedbi bratov Avsenik, nam bo na posnetku predstavil tudi eno izmed anekdot iz tega obdobja. Prosim za posnetek Alfija Nipiča. Jaz sem glasbenik, smo mi še za Avseniki špilali. Tu je stal Albin Rudan, tu je stal Slavc, tam pa sedel Levčik. Pa sem rekel, Levčko, ti si pa najstarejši. Pa rekel, jaz sem star, ti pa ne veš, če boš. Dobra stara domačinija, kraj spominov na mladost, z bolečino te zapuščam, proč odhajam daleč proč, kjerkoli sem me ceste vodijo, za praznike domov, kjerkoli sem me misli nosijo.
Tudi ti nekoč boš mamica postala, tudi ti nekoč od zibelki boš stala. Wow. To je bila še skladba Wow, wow. Besedilo za skladbo Wow, wow, wow je napisal Ivan Sivec, ki je napisal več knjig, kot pa prebral. Imamo tudi 25 let star posnetek ansambla Franca Miheliča iz Sodražice z festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Kot boste videli, je šlo tudi za nekaj tehničnih težav vmes. Igrali pa so v živo. Ko smo našemu naslednjemu gostu rekli, da ima Šentjurčan 10 let, je rekel, ne gane me, znam je Werner, prosim. A smo v redu? Kje so roke? Dajmo, polikva! Dajmo, za to uživo! To noč, ne gane, se cika pokale, to je gledel, mormonost, ponižano in rade, lahko krečiš in prosiš me, a ljubi več ne bom tebe, adijo. Je že še od sebe k vragu. To se zgodi na živih nastopih, samo stanete v Vidmaru in Medi. To mi vedno se to, ampak to so živi nastopi, kaj češ. Bom zapel samo še... Tehnika ne daje že večer, no pa nič za to.